Pozdravljeni. Pričenja se tudi vikend, posvečen veliki nagradi Združenih držav Amerike. Poglejmo si skupaj vse tiste značilnosti ter zanimivosti proge v Austinu, še preden se bodo aktivnosti na progi pričele. Kot ste verjetno razumeli tudi sami, bodo tokratni prispevki o veliki nagradi Združenih držav Amerike objavljeni v malce drugačnem časovnem obdobju kot običajno. Ker so aktivnosti na progi v Austinu po našem časovnem pasu v večernih oziroma nočnih urah, je uvodni prispevek prišel na vrsto v petek. V soboto zjutraj nas čaka prispevek med kvalifikacijami, v nedeljo zjutraj zadnji briefing, kot ponavadi, v ponedeljek je na vrsti klasični komentar. Pred in po dirko se bomo seveda dobili v živo v tistem našem skupnem srečanju. Ampak tokrat v našem uvodnem prispevku se bomo najprej ustavili pri zanimivi dirki iz preteklosti. Nato bomo našo pozornost usmerili k samim lastnostim proge v Austinu in na koncu še nekaj minut posvetili vremenski napovedi. In kot smo ugotovili že mnogokrat v letošnji sezoni, se tudi danes ne bomo vračali v neko daljno preteklost, ogledali si bomo, kaj se je na teksaški progi zgodilo lani. Namreč lanska dirka za veliko nagrado Združenih držav Amerike nam je lahko pokazala marsikaj. Predvsem to, da biti najboljši na kvalifikacijah verjetno ni tisti najbolj pomemben del celotnega dirkaškega vikenda. Tudi lani, tu, sprint in seveda nedeljska. In če si ogledamo malce kvalifikacije sprinta, bomo takoj ugotovili, da je bil najboljši Max Verstappen, za njim George Russell, nato Charles Leclerc, Lando Norris ter Carlos Sainz mlajši. In nekateri bi dejali nič kaj takega in nič čudnega. A če pogledamo rezultate samega sprinta, bomo ugotovili, da je spredaj ostal Max Verstappen, na drugem mestu pa Carlos Sainz mlajši, nato Norris, Leclerc ter Russell. In že tu lahko dobimo nek občutek, da pravzaprav na progi v Austinu z popolnoma uravnoteženim bolidom se da narediti marsikaj. Zakaj govorim o popolni uravnoteženosti bolida, o dobrem kompromisu, nekoliko kasneje, ampak da bi bolje razumeli, na kaj mislim, si bomo sedaj še ogledali, kaj se je zgodilo v tistem glavnem delu, torej na nedeljski dirki. Tudi tu na kvalifikacijah situacija, ki je videla Norrisa pred Verstappenom, nato Sainza na tretjem mestu in na četrtem Leclerca pred Piastrim. Ampak kaj se je zgodilo na sami dirki? Najprej smo videli verjetno enega izmed najbolj fantastičnih štartov Charlesa Leclerca, ki je takoj prevzel pobudo in v bistvu ni izpustil vodilnega mesta do konca same dirke. Carlos Sainz mlajši je ostal rahlo ukleščen za Norrisem in Verstappenom, ampak se je na koncu prebil do drugega mesta. Torej, lani tu dvojna zmaga za Ferrari. In treba je poudariti, da od leta 2006 je bilo to prvič, ko sta oba voznika zasedla tisti dve najboljši mesti na zmagovalnem odru. In če me spomin ne vara, zadnja zmaga za skuderijo Ferrari pred tem je bila tista, ki jo je dosegel Kimi Räikkönen leta 2008. Na tretjem mestu Max Verstappen, čeprav je kot tretji ciljno črto prečkal Lando Norris,
ampak prislužil si je pribitek 5 sekund, ker je dobil seveda tisto nedovoljeno prednost izven proge. Poenostavljeno povedano, prehiteval je, ko je bil z bolidom izven tistih razmejitvenih črt. In tako je Norris izgubil še nekaj točk v primerjavi z Maxom Verstappenom. Oscar Piastri ni blestel, ne na sprintu in ne na glavi. In tu bi lahko dejali, da pravzaprav smo videli kar nekaj pomembnih iztočnic, ki bodo izjemno zanimive tudi ob spremljanju letošnje dirke za veliko nagrado Združenih držav Amerike. Prvič, ni tako pomembno imeti najboljši štartni položaj. Drugič, pomembno je imeti dober kompromis, ampak kompromis, ki velja na sami dirki in ne toliko na kvalifikaciji. In tretjič, proga, ki ne leži Oscarju Piastriju, vsaj tako lahko sklepamo, ter Lando Norris je, kot smo že videli mnogokrat, tudi tu končni rezultat pokvaril samimi napakami, za katere je pač konec koncev kriv sam. Lahko pričakujemo ponovitev rezultata skuderije Ferrari, težko bi rekel, menim, da je izjemno malo verjetno. A glavno za razumevanje seveda situacije je sedaj, da si ogledamo, kakšne so lastnosti proge. Govoril sem o tem, da je potrebno imeti kompromis. Krog v Austinu je dolg 5513 metrov. Ampak na tej dolžini lahko vidimo različne dele, kjer je potrebno imeti različne kvalitete. Od delov, kjer imamo sorazmerno dolge ravnine, ostre ovinke, kjer je potrebno imeti dobro pospeševanje, in konec koncev dele, kjer je potrebno imeti tako imenovani naslon, kjer je potrebno hitro odpeljati skozi ovinke. Sveda, 2 območji DRS-a, kar ni nič kaj takega, ampak če si sedaj pogledamo tisto tabelo, ki jo pripravlja Pirelli, bomo takoj opazili prvo presenečenje. Mešanice, ki so jih pripeljali tu, so C4, C3 in C1. Lani smo imeli tu tisti srednji izbor C4, C3 in C2, letos so se odločili za preskok. Ne toliko po mojem skromnem videnju zaradi tega, da bi v navednicah poživeli dirko, ampak zaradi visokih temperatur. O tem bo malce več govora v nadaljevanju. A poglejmo si lastnosti proge. Na prvi pogled bi lahko dejali, da dokaj povprečno imamo vrednosti 3 in 4. In seveda tam v povprečnu je prijem asfalta, abrazivnost asfalta in samo zavir. Ampak na oni vrednosti, ki je stopnjo višje, imamo seveda pospeševanje, evolucijo proge, res pneumatik, imamo bočne sile in seveda tisti aerodinamični oprijem. A kot sem povedal, gre za neko povprečno vrednost v vsaki kategoriji. Če si ogledamo malce progo, bomo videli, da na določenih delih rabimo prav določeno kvaliteto. Poglejmo si samo tisto pospeševanje po hribu navzgorek na levo, takoj po začetku samega kroga. Sedaj, če se ozremo malce na vrednosti, ki jih Pirelli predpisuje za same nastavitve, kar se tiče pneumatik, bomo videli na previsnem kotu nobenih sprememb. Na prednji osi -3 stopinje, na zadnji osi -1,75. Enake vrednosti smo lahko zapazili tudi v prejšnjih letih. Kaj pa glede tlaka? Tu lahko opazimo, da imamo na prednji osi vrednost 24 funtov na kvadratni palec, zadnji osi 22 funtov na kvadratni palec, kar na prvi pogled ni nič tak. Lani na prednji osi 23 funtov in pol na kvadratni palec, na zadnji osi 22 funtov na kvadratni palec, kar je zopet
znotraj tistega, kar bi lahko pričakovali. Težava je v tem, da leta 2023 smo imeli na prednji osi 23 funtov na kvadratni palec, na zadnji pa le 20. Torej, velik skok v 2 sezonah, kar nam nekako potrjuje, da pnevmatike trpijo, kot vidimo tudi na tistem grafičnem prikazu, kjer so robovi obarvani rdeče, torej bočne sile izjemno močno delujejo na same pnevmatike. In zaradi pričakovanih visokih temperatur so se morda tu pri Pirelliju tudi nekako odločili za mešanico C1. Ima seveda isto delovno območje postavljeno malce višje od naprimer C2 in tako nudi bolj zanesljiv tip pnevmatik. Če morda nekdo pričakuje več postankov zaradi tega preskoka, se po mojem mnenju iskreno moti. Kajti, če se ozremo malce na lansko sezono, ko smo imeli C2 in ne C1, tam na pnevmatiki kar, je tako jasno, da bomo po vsej verjetnosti gledali dirko z enim postankom. Ampak kakšen bo izbor, o tem bomo govorili bolj podrobno v zadnjem briefingu. Sedaj nam seveda še manjka tista zadnja točka, torej vremenska napoved. Smo v Austinu, Teksas, Združene države Amerike, kjer je enostavno pričakovati sonce v petek, soboto in nedeljo. In ker smo skorajda v puščavi, so tudi temperature visoke. V petek med 20 in 32 stopinjami Celzija, v soboto med 22 in 33 stopinjami, ter ne nazadnje v nedeljo, je napoved taka, da pravi, najnižja temperatura bo 22 stopinj Celzija, najvišja pa 32 stopinj. Pri FII so že izdali isto opozorilo o uporabi hladilnih jopičev, podobno kot smo videli na veliki nagradi Singapurja. Z eno veliko razliko. V Singapurju smo spremljali nočno dirko. Tu bo dirka dnevna, ker bodo sončni žarki tisti, ki bodo lahko dvignili temperaturo v vozniških kabinah na asfaltni površini in praktično povzročili več težav, kot smo jo videli v preteklem dirkaškem vidiku. A potem bolj podrobno v naslednjih prispevkih. Za danes, kot ste razumeli, bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.